Zdaj, ko naju ločijo ure in prostrana predmestja, ki tako mrko leže med nama, čutim. Prepolno je tvoje življenje, da bi ne seglo preko zadnjih belo-zelenih vršičkov tvoje krošnje daleč v prostor in čas. Zdaj me dnevi že dolgo obdajajo, kakor prazni, trohnobni zidovi, a še vedno mi vanje šume tvoje čebele. Še vedno nosi sam sebe vanje medeno zlati vojn tvojega cvetja. Med mrtve stene še vedno sije rdeči brokat Marijinega plašča v znamenju na tvojem deblu. In ko v zadnji zapuščenosti nagnem lice na očetovo srčno stran, me vase zagrne čivkanje taščic s tvojih jutranjih pred. Beseda. Svetlo-rdeča prosojna alga je sama na morskem dnu. Visoko so polta parnikov, visoko nad njo besede ljudi. Le morje ji govori, vse vdi ji govori, svetlo-rdeče ji govori, skozi njo govori, nosijo, ko govori, eno samo govori. Zapustil sem izkoreninjene besede ljudi in vstopil vase. Tu v dnu biti nekaj drugega govori. Vse vdi govori. Zamolklo rdeče govori. Skozi me govori. Nosi me, ko govori prabesedo. Dobro večer vsem. Na tem prvem večeru v naši novi sezoni. Zadnjič smo se tu zbrali 13. avgusta, ko smo imeli naš zadnji poletni večer s tremi brati Fink. In prvi večer nove sezone, ki se bo nadaljeval tja do polovice avgusta, bomo tudi letos začeli z večerom, ki se vključuje v socialni teden. Socialni teden poteka v širšem slovenskem prostoru od 25. septembra, zaključil se bo jutri oziroma v soboto. Vanj se vključujemo z večerom, ki je posvečen Karlu Vladimirju Truhlarju, ki je bil rojen v Gorici. Naslov, ki smo ga dali večeru, je Izziv poezije pri Vladimirju Truhlarju, torej poudarek bo predvsem na Truhlarju pesniku. Z nami so danes prisotni predstavniki Socialne akademije, ki organizirajo socialni teden. Socialni teden se dotika našega prostora z dvema večeroma, običajno, tako je tudi letos, že vrsto let. Prvi večer običajno je v Trstu, to so imeli v ponedeljku v Društvu slovenskih izobražencev, zelo zanimiv večer, in naš goriški večer je drugi večer, ki se vključuje v socialni teden tu iz našega primorskega konca. Med nami je Janko Korošec, ki ga prosim, če pride sem in pozdravim, pove za poslanico, ki so si jo zamislili letos, in pa tudi za geslo in tematiko, ki je recimo ena ključnih tematik in vprašanj današnjega časa. Hvala lepa. No, zdaj za branje poslanice bo mogoče več premalo časa, tako da vas vabim, da si jo poiščete in preberete na spletni strani. Drugače pa, ja, v letošnjem socialnem tednu smo se dotaknili teme širše povedano identiteta. Na to temo smo že pred leti izbrali kot eno od 5, na kateri smo pač ocenili, da v Sloveniji v širšem prostoru zagotovo tudi potrebujemo neke spremembe, nek napredek. V prejšnjih 2 letih smo
obravnavali temo dela in temo solidarnosti. Pred nami sta še temi družine in zdravja, letos pa kot rečeno identiteta, ki smo jo besedili v naslovu Kdo sem, kdo smo, to se pravi že takoj v naslovu dva vidika identitete kot mene kot posameznika in mene, ki se vključujem v neko skupnost, ki ima tudi vedno svojo identiteto. Zahvaljujemo se vašim organizatorjem, da ste se tudi letos priključili približno 30 dogodkom, ki so dejansko po celi Sloveniji. Verjetno se bomo danes dotiknili dveh vidikov te naše identitete. Ena bo osebna, ena bo pa zagotovo tudi, mogoče celo tri, identiteta skupnosti in seveda tudi identiteta, ki jo delimo po našem svetovnem nazoru, identiteta krščanstva. Jaz nam želim kar en lep večer, upam, da se bomo dobro počutili in kar predajam besedo za eno zahvalo nazaj, Eriki. Hvala vam, gospod Korošec, ki ste vedno tako pozorni do našega prostora in tudi večkrat čez leto prisotni v Gorici. Torej, k našemu večeru, v ospredju današnjega večera, kot rečeno, je velika osebnost, velik duh, Karel Vladimir Truhlar, rojen v Gorici. Če smo pošteni, bomo rekli, da ni bil Goričan, oče je bil Čeh, mati je bila iz Sežanskega krasa, ampak morali bi biti ponosni, da se je taka osebnost rodila lučaj tu od našega kulturnega hrama. Saša nam bo potem kasneje tudi povedal, kje točno je bila ta njegova rojstna hiša. Kot rečeno, bil je izjemen duh, teolog evropskega formata, 25 let je poučeval na Gregorjani, napisal temeljno delo Leksikon duhovnosti, če omenimo eno delo, če citiramo, pa tudi pesnik in njegova poezija je tesno povezana z njegovo teologijo, je posebna poezija, je globoka, polna simbolike, živete simbolike, ki pa žal ni pljusknila v matično kulturo in matično duhovnost, kajti Truhlar je v tisti veliki skupini avtorjev, mislecev, akademikov, ki jih je povojni režim izobčil, tako da niso mogli vplivati na potek, na razvoj slovenske lirike in ni našel svojega mesta v učbenikih. O njem in o njegovi poeziji nam bosta danes spregovorila dva gosta, goriški rojak, prijatelj, umetnostni zgodovinar, raziskovalec, publicist Saša Koinci, ki med drugim se ukvarja tudi z Vladimirjem Truhlarjem, in pa Franc Kejžar, jezuit, domuje v Dravljah, kjer je bil svoja leta, zadnja leta, ko je živel v Ljubljani tudi Truhlar, poznal ga je. Ravno preden sem prišla, sem brala to knjigo, ki je napisala Marija Stanovnik in ste vi napisali spremno besedo in ravno opisali ta vaša srečanja s Truhlarjem. Vi ste v Dravljah, kot rečeno, poznavalec Truhlarjevega dela, študirali pa ste v Parizu, v Rimu in seveda tudi v Ljubljani. Tako da napovedovali smo butično zasedbo danes, ampak ni ravno butična, kar nekaj se nas je zbralo, tako da mogoče drugačen svet je možen. Ne vem, sedaj besedo prepuščam ponovno Truhlarjevim verzom, kajti pomemben protagonist današnjega večera bodo tudi njegove poezije. Izbran je bil precej bogat izbor, kajti, ko govorimo o pesniku, mora predvsem odmevati njegova poezija in poezije sta brala in bosta še brala Patrik Cingerli in pa Alessandro Pazi. Prosim. Ko se mi razodevaš? Ko se mi razodevaš, Gospod, se tvoja ljubezen in moja, zlato vrteče, prelivata drugo v drugo, kot morje in reka, pod vonjivim večernim bregom. Veter z brega se pobožno, kakor k svetemu obredu, spušča niže in niže. Ožarjene oči tihih živali v ogradah na bregu strme negibno,
v rdeče zlato gladino. Čoln na njej je obstal. Poldne na Sadnem trgu. V temno modrino smokev zvoni. Branjevka v stojnici si z dlanjo zasloni zaprte oči in se na branljivi čas zbrano zazre v kraj, kjer zrelo rdeče besede nad angela večno padajo na pšenične lepe kite sklonjene dekle. Ribnik. Zaman iščeš oči, ki bi v tvoji blagi mlečno-modri gladini prepoznale tvoj molčeči vir. Poletje v dnu srca. Tu, v dnu srca, mi je dobro. Poletje s težkimi, molčečimi ognji je tu stopilo v zelen, prosojen hlad in usta nastavilo k studencu. Tako, Truhlar kot pesnik je pesnil že v mladih letih, v 30 letih, potem je ubral pot študija filozofije in je pesništvo opustil. Vendar so te stvari vedno v njemu tlele in v povojnem času, sredi 50 let, se zopet povrnil k pesništvu. Kot zgleda iz študije, ki je bil v Pibernik, je pesmi napisal brez kakšnega posebnega grdopisa, vse ni ohranjeno, tako da verjetno je vse skupaj kar nanizal na list. Takšne koncentracije je bil zmožen. No, tukaj sem, če boste bili potem doželel pristopiti k mizi, sicer mi manjka ena zbirka, so izdal 5 zbirk, prvi 2 je izdal v Argentini, za slovensko kulturno akcijo, najprej Nova zemlja in potem Rdeče bivanje. Ti 2 zbirki sta bili prepovedani v Sloveniji, tako da sta ostali popolnoma neznani. V 70 letih pa je za Celjsko Mohorjevo izdal najprej V dnevih šumi ocean. Ta prinaša poezije z prvih 2 zbirk plus nekaj novih, potem Luč iz črne prsti. To so povsem nove poezije in Smrt je v bistvu prekrižala načrte, tako da sta zadnji 2 zbirki Kri in modno rdeči glas išli postumno leta 1977 v založbi Dravlje, bratov jezuitov, ki so v sistem nakopali tudi sodni proces v tistem času. In še druga zelo pomembna knjiga, ravno tako, ki je šla leta 1977, je Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju. Knjiga, ki po mojem je še danes aktualna, so zbrani eseji, v katerih obravnava slovenske avtorje, od Preširna do sodobnikov, s posluhom za tisto, kar je v teh delih presežno ali, kot bi rekel on, že v naslovu, absolutno. Torej v poeziji Truhlar in v literaturi odkril eno sredstvo, s katerim je lahko ubesedil na intuitiven način ves tisti študij, ki ga je on opravljal kot teolog. Za sabo ima knjige v latinščini, nemščini, italijanščini, slovenščini, razprave v teh jezikih. In poezija je bila tista pot, bi lahko rekli, do srca, ki se ne dotakne samo razuma ljudi, bralca, ampak se dotakne tudi čustev. Ima zelo poseben jezik, zelo bogat jezik
In ta je drugi izziv za Truhlerja, pravzaprav za nas. Vsaka generacija, jaz mislim, da se bori proti obubožanju jezika in tudi naša je danes izpostavljena temu obubožanju in ta poezija ali tak tip poezije nas izziva, da besede beremo, uporabljamo z občutljivostjo, da v njih prepoznamo tisto, kar je v besedi ali za besedo, da gremo v globino besede. In Truhlerjeva poezija gre v to smer, je po svoje zahtevna poezija, vsebinsko zahtevna, potrebuje nekaj časa, kot vsaka poezija, ima pa zelo bogat jezik in kot boste slišali ob branju drugih poezij, je zelo bogata na teh barvnih odtenkih in k temu se bomo tudi povrnili. Jaz sem si kot cilj svojega posega zadal, da orišem zelo na kratko življenjsko pot Vladimirja Truhlerja in sicer na osnovi krstnega lista. Tega mi je leta 2012 dal, oziroma te fotokopije, seveda, monsignor Oskar Simčič, ki je bil Truhlerjev učenec v Rimu. In tukaj najdemo tiste glavne podatke, datum rojstva 5. septembra 1912, kot rečeno v Gorici, 2 tedna kasneje, 17. septembra, je bil krščen na Placuti. Krstil ga je David Doktorič, tudi pomembna osebnost našega prostora. In tisto, kar je zame še verjetno najbolj zanimivo, je, da so v tem krstnem listu ostali pomembni podatki njegove življenjske poti. Je zabeležena Birma, ki je bila na Jesenicah leta 1923, zaobljuba večnih redov, mislim, večne redovne zaobljube, ki jih je imel v Rimu leta 1957 in datum smrti. Ti podatki so vsi napisani z drugo pisavo, tako da je bila verjetno kakšna oseba tukaj v Gorici, ki ga ni spustila z muhe in je sledila in glavne elemente tudi popisala. Za Truhlerja lahko rečemo, da sodi v tisto razpršeno generacijo. Ta izraz dolgujemo profesorju Vilku Rejnarju. On je seveda ta izraz uporabljal za umetnike, za likovne umetnike, ki so se rodili v Gorici, slovenske likovne umetnike, ki so se rodili v Gorici pred Prvo svetovno vojno in potem so zaradi Prve svetovne vojne, Soške fronte, seveda se morali odseliti iz rodnega kraja in po koncu Prve svetovne vojne, ker so ti kraji pripadali kraljevini Italiji, se potem niso več vrnili. Tako da ta je generacija, ki je tudi v slovenski sredini v Gorici pravzaprav malo poznana, italijanski sredini pa je sploh tuja. Zdaj, profesor Vilko Rejnar tukaj navede razne imena, to je Gojmir Anton Kos, Riko Debenjak, brata Kalin, Nikolaj Umerza. Lahko preštejemo tudi Šantle, ki so bili tako v Gorici in so se potem izselili. Med vsemi pa je najbolj znan Anton Zoran Mušič, tudi on je rojen simbolično v Gorici in se je izselil potem na Štajersko, potem Ljubljano in potem po vojni je delil usodo pravzaprav Vladimirja Truhlerja, ker je postal nezaželena oseba, je riskiral življenje in je leta 1945 zapustil ravno tako kot Truhler Gorico. Medtem ko so vsi ostali navedeni umetniki se naselili zastalno prej v Kraljevini Jugoslaviji in potem v Socialistični republiki, je leta 1945 Mušič zavedno zapustil domovino. Ta risba je v zasebni zbirki v Trstu in prikazuje Goriški grad, je podpisana Mušič Gorica 1945 in zabeleži prav ta prehod čez meje. Istega leta je bil Truhler že v Pralji pri Padovi in potem se v bistvu ni vrnil več v domovino do druge polovice 60-ih let.
Kot rečeno, zbirke, ki jih je takrat izdal v 50 letih, pa so ostale popolnoma nezapažene v domovini. In zakaj uvrščamo Truhlarja, lahko uvrstimo Truhlarja v to generacijo likovnih umetnikov, ravno zaradi teh kromatizmov, tega izjemnega posluha za barvne odtenke, ki je ena od temeljnih značilnosti njegove poezije. Tu bom prebral samo par citatov dveh literarnih zgodovinarjev, Pibernika, ki je najbolj podrobno prečesal Truhlarjevo ustvarjanje, ki tako pravi: v njegovih pesmih najdemo veliko slikarskih elementov, zlasti opazna je pogosta in značilna uporaba barv in barvnih odtenkov. Medtem ko Denis Poniš ravno tako ugotavlja, da je pri Truhlarju, da je z njegovo poezijo značilna, citiram, izjemno intenzivna, ekspresivna in metaforično polikromna besedna izraznost, temelječa na številnih variacijah barvne sheme v razponu od bele do črne, s poudarki in številnimi variacijami rdeče, modre in zelene. In tudi sam Truhlar je te stvari ubesedil, najprej v pismu Piberniku leta 1972, ko tako pravi: ker sva že pri barvni kompoziciji, moji pesmi je bistvena. Kar lepotno doživljam, je v duhu hkrati barvano, a s takimi barvanimi odtenki in s takimi stiki teh odtenkov, da tega v pesmi seveda ne morem izraziti. Vsaki bi bila pravzaprav za ozadje potrebna abstraktna slika, ki pa jo moram v tekstu le prav nalahno nakazati. In podobno piše tudi profesorju Luigiju Michelettu, ki je v Padovi diplomiral pod vodstvom profesora Martina Jevnikarja in je prevedel celoten pesniški opus v italijanščino, prevodno biste tudi z originalnimi pesmimi v vhodu v dvorano so na prodaj. Tako pravi v tem pismu Michelettu: z naslovom Rdeče bivanje sem hotel opozoriti na eno izmed značilnosti v mojem formalnem prijemu in izrazu doživetja. Čisto nadkategorijalne resničnosti, kot so bit, bivanje, prijemajo v moji poeziji čutno obarvanost. Bivanje je rdeče, bit je predkana z žametom perumik. In ta element nastopa tudi v naslednjih dveh poezijah, prosim. Pisana pota Boga. Odkar sem te v sebi prepoznal, vidim. Tudi od zunaj, od vse povsod mi prihajaš naproti. Po citronastih ptičkah Pavla Kleja, po uporih v rjavo rdečem, po kruhu, graham v grinu, po brezmadežnosti morskih psov. Skrivnost. Od vse povsod se v nedoločenih rdečih sijih primikaš k meni, a se povsod v istih sijih hkrati odmikaš. V enem se daješ in obteguješ, kakor da nosiš tančico, ki ti v svoji rahlosti obraz pusti presevati, a ga hkrati zastira. Trdno, zamolklo rdeče dno si moji biti, a si sama brezdanja. Svojo nesnovno rdečino me vsega zajemaš, a jaz te nikoli in ničemer ne morem zaseči. In vendar si ti v meni, ti sama, morje, ne le tvoj odmev. Ti sama motno rdeče šumiš skozi prostorje duha, ki te sprejema, kakor odprta, drobna, belorumena školjka.
Ne vem, če je to ozadje zamolklo rdeče, tako sem zgubil pol ure, da se dobro rdeče za ozadje. Kot je omenil sem Trukler, je zares težko, da se to barvo najde, oziroma ta je bila, jaz mislim, da je tukaj verjetno bo vedno povedati, kaj več Patra Kejžar, gotovo spodbudna za takratno tako mladega Patra Marka Ivana Rupnika. Tukaj je zadnja zbirka, ki so jo izdali leta 77, ki jaz nisem še zasledil. Na antikvariatnem tržišču mi še manjka v zbirki. Vendar vemo, da je potem in rdeča postala ena od priljubljenih barv Rupnikovih. In to verjetno je eno od njegovih prvih del, ki je še povsem v duhu časa. Zraven je sitotisk ravnatelja takrat Pilonove galerije, Danila Jejčiča, iz leta 1974, čisto v duhu op-arta, optične umetnosti, ki je razkrivala, kako se preko likovnih elementov lahko vzpostavi dinamiko na slikarskem platnu, ali kako se z bidimenzionalnimi liki lahko ustvarja globino. Ta platnica je čisto v duhu časa, vemo, da potem bo pa postal krog, ki nastopa na tej platnici, ena od tudi likovnih elementov tudi zrelega ustvarjalnega obdobja. Tukaj je krstilnica blizu Varezeja in se ti krogi ponavljajo, seveda so dinamizirani, so, bi se lahko rekli, postajajo, izražajo neko silo, vendar tukaj se mi zdi zanimivo tudi to, ne vem, koliko se opazi oddaleč, zgoraj desno je rdeč krog, spodaj desno je en čisto plav krog, tako da so ti elementi odmevali še kasneje v delovanju Patra Marka Rupnika in verjetno tukaj se je dobil skupaj eno skupno polje, Trukler je ustvarjal na področju besede in Rupnik na področju likovne umetnosti. Trukler je bil potem, ko se je začel vračati v Slovenijo, se je vračal tudi v zamejstvo, se je vračal tudi v Gorico in ravno v Gorici je imel tudi zadnje predavanje leta 1976, 18. maja, v meni ljubi in dragi palači Artems. Na povabilo Skada je govoril o Cankarjevi duhovnosti, v letu, ko se je govorilo samo o Cankarju kot socialistu in seveda to je šlo v nos takratni Jugoslaviji in ko je naslednjega dne se vračal v Ljubljano skupaj z monsignorjem Simčičem, so mu na Rožni dolini med pregledom prtljage dobili knjigo, ki sta jo uredila Alojz Rebula in Boris Pahor, Edvard Kolzberg, pričevalec našega časa. Knjigo sem mu podarila večer prej, oziroma 17. maja, ko je predaval na isto temo v Trstu. Zasegli so knjigo, so ga odvedli na zasliševanje, je preživel cel dan v Rdeči hiši in tiste je bila verjetno kaplja čez rob, da je potem, kmalu zatem, že junija, zapustil Slovenijo, odšel na Južno Tirolsko, v Lengmos in tam je 4. januarja leta 1977 tudi umrl. Zadnja rojalka, ki sta ga obiskala, decembra meseca, sta bila poleg monsignorja Simčiča tudi pokojni danes profesor Silvan Krševan. Bil je pa pokopan 10. januarja na Ljubljanskih Žalah. Ampak da ne ostanemo pri tem, ko se je vračal v Gorico, seveda je tudi poiskal domačo hišo in že monsignorju Simčiču je povedal, da te hiše več ni, te hiše, kjer je on živel par let, torej od septembra 12 do maja leta 15. Se je dolgo ugibalo, kje naj bi ta hiša bila in smo imeli ta podatek, bil Camposanto 52. Tukaj se moram zahvaliti Marku Plesničarju, danes ravnatelju Državnega arhiva v Gorici in gospej Majdi Bajec z območne geodetske uprave iz Nove Gorice, ki sta mi prišla zelo na roko
mi bistveno olajšala delo in tako smo danes gotovili, zdaj tukaj se opravičujem, se vidi slabo, v spodnjem delu tukaj je rojstna hiša, še na zemljevidu z leta 30 Goriškem in leta 63 je tam več ni. Mi smo, tukaj je nekje bila, ta je dovoz in tukaj je se nahajala hiša, danes so tam bloki v Novi Gorici. Ta je pogled z vrha, tisto, kar je najbolj simpatično pri vsej tej zadevi, da dovoz, ki je peljal do nekdanje hiše, je ta, na levi strani je kip Engelberta Besednjaka in na desni strani sta Ljubka Šorli in Lojze Bratuš. Tako imamo lokacijo in, če se lahko tako izrazim, je Vladimir Truhlar Novogoričan ante litteram. In verjetno je edini, ki je rojen na področju, edini literat, ki je rojen na področju Nove Gorice pred Novo Gorico samo. Bi pa zaključil to kratko predstavitev z besedami monsinjorja Simčiča. Zakaj? Ker je on spisal geslo v Primorskem slovenskem biografskem leksikonu leta 90 in zaključil to geslo z tako čustveno noto, ki je primerna za enciklopedijo, pa povsem neznačilna. In zato bi kar zaključil z besedami monsinjorja Simčiča. Profesorju Truhlarju smo Slovenci dolžni čut hvaležnosti za čast, ki jo je prinesel slovenskemu imenu v svetu, zlasti pa za neprecenljivo kulturno dediščino, ki nam jo je zapustil, oziroma za neslutena duhovna obzorja, ki nam jih je odprl. Hvala. Razpadajoči most. Žile debel, ki so se v daljnih z leskom bronastih host, presijanih jesenih tolikokrat slastno prožile, pod vozovi temnih sliv, so trhle. Nikdar več ne bodo brnele v belomodrikasti šum reke, stara ilovna pota, most je trdno preraslo kovinasto rdeče robidje. Služba življenju je dozorela v samoto. Torej, predajam mikrofon patru Francu Kejžerju, sociju, torej pomočniku, družabniku provincijala slovenskih jezuitov, patra Ivana Bršanja. Tako je. No, z veseljem. Dobro, moj gospod Saša je veliko povedal o poeziji, Truhlarjevi poeziji, in ga umestil v Gorico. Moj pogled je takole malo na patra Truhlarja, jaz ga imenujem kar pater Truhlar, zato ker smo ga mi, jezuiti smo ga imenovali Truhlar, pater Truhlar, kratko. Mal pogled nazaj, v luči neke celote, recimo, kako je Truhlar bil, pa kakšen kritičen pogled, kako se je družba odzvala na njega, mislim širše, družba širše. No, jaz ne znam tako na pamet govoriti kot gospod Saša, jaz bom to prebral, to, kar sem tu napisal. Kdo je pater Truhlar, se vprašamo tako, torej poezijsko, ker je za nas bil vedno pater Truhlar, ali pa samo Truhlar, ko je v času našega scholastikata. Scholastiki pravimo, to so jezuitski študentje, to je v dobi mojih in naših tovarišev v jezuitskem mladosti, to je pa spet terminus technicus, jezuitski tovariši, so soci jezuitje.
Ko je prišel v Dravlje, se ga sam spomnim kot znanega slovečkega teologa, velikega človeka, niti malo pa ne kot pesnika. Takrat Truhlar je bil znan teolog, pesnik pa ne toliko. Po tako rekoč domačem srečevanju z njim v dravlski jezuitski skupnosti, po njegovih nastopih, ki smo jim bili priča ne le v javnosti, ampak tudi po patrovem skoraj da rednem referiranju in pretresanju pri mizi, on je potem vedno, recimo pri zajtrku ali pa pri kosilu je vedno govoril, kje je bil, kako je bilo, kakšni so bili odzivi in to. Sedaj in pa potem seveda, kaj se je dogajalo in zgodilo in potem, kar sem jaz tudi prebral o njem, mislim, da lahko odgovorim na vprašanje, kdo je pater Vladimir Truhlar. Pri tem je bila v veliko oporo monografija profesorja Pibernika, na to sem jaz sabo prinesel, to so zbrana dela, ki so išla pri založbi ZRC Sazu. No in na koncu je vedno tudi monografija o pesniku ali pa pisatelju, in tu je Pibernik, ki je zelo dobro obdelal Truhlarja in je preštudiral vse vire tudi iz našega arhiva, tako da je to zelo dobra monografija o njem. No, jaz sem tu nekako po vsem tem, ko gledam nazaj, prišel do enih 4 oziroma 5 točk, ki se mi zdijo nekako značilne za njega. Prvič, pater Truhlar je bil tako rekoč od otroštva individualno naravnana osebnost. Zanimivo, čeprav on izhaja iz 10-članske družine. Ampak že kmalu je imel tudi jasne cilje. Od misli na vojenstvo, ki pa se mu je kmalu odpovedal, sem videl, da tak, kot sem, nisem zanj, tako je napisal pismo škofu Rožmanu 14. oktobra 1946, pa do velikodušne predaje Bogu in intimnem življenju z njim. To je bil ta njegov razpon v Kartuziji, to je imel pred sabo, v istem pismu to omenja, kar je bil zadnji domet njegovih želja, vendar pot do tega ni našel med Kartuzijani, ampak v družbi Jezusovi. Pravi Truhlar, da sem stopil v globoko intimnost s svetim Ignacijem, tu piše v istem pismu. Z družbo Jezusovo pa ni izbral toliko skupnost kot njeno pot k Bogu. Temu smo bili priča tudi njegovi sobratje, jezuiti v naši skupnosti v Dravljah, zato ker se Truhlar se skupnih srečanj in drugih točk skupnega življenja, recimo če bila kakšna duhovna obnova ali pa kaj takega, se Truhlar ni udeleževal. On je imel svojo sobo, no tudi jaz sem zdaj kot soci, sem v Truhlarjevi sobi, smo jo dolgo imenovali to Truhlarjeva soba. Bil je na nek način človek sam zase, posvečen svojemu cilju, a prav s to zavzetostjo, pravzaprav res dobesedno posvečenost je delo, je bil nenehno živo navzoč med nami. Je zelo priložnost za besedo, je bil pri zajtrku ali pa pri objedu ali pa na hodniku. Torej, ni bil tujec, ni bil odsoten, ni bil nekje sam zase zaverovan, ampak je pa skupnih stvari se pa ni udeleževal. Potem drugo. Pater Truhlar je bil skoraj otroško čista, apolitična, mistično-pesniška osebnost, lahko rečemo tudi precej naiven, zato je prej ali slej moral priti do konflikta z okoljem, pa tudi z matičnimi ustanovami, državo, cerkvijo in družbo Jezusovo. V določenem trenutku ga nobena od ustanov ni več podprla zaradi njegovih kritičnih drž, ampak to v določenem trenutku.
Matična država Jugoslavija oziroma Socialistična republika Slovenija z njenim glavnim sogovornikom škofom Grmičem ga je najbolj razočarala v njegovem naivnem zaupanju vanjo, kar je bil glavni razlog njegovega ponovnega umika na tuje. Cerkev se je najbolj distancirala od njega po njegovi knjigi Katolicizem v poglobitvenem procesu. To je izdala Mohorjeva družba 1970, ki ga je lansirala med odkrite pokoncilske progresiste. Družba Jezusova oziroma družbina kurija v Rimu pa je očitno sledila uradni cerkvi, če tako pod narekovaji napišem, rečem, in mu ni dovolila predavanj v Innsbrucku potem, ko je zapustil Slovenijo. Zaradi, recimo, teh knjig in nasprotovanj, ki jih je doživljal. Če nekoliko poenostavim, se je država Truhlarju oddolžila s 3 knjigami zbranih del in z monografijo pri založbi ZRC. No, te knjige sem jaz to prinesel za pokazati. To se pravi, to so Truhlarjeva zbrana dela in še monografija. To se je profesor Pibernik, se je odličen poznavalec Truhlarja, se je zelo zavzel zanj in ga je odlično obdelal. V teh zbranih delih so pesniške zbirke, nezbrane pesmi, nezbrana proza, doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju, nezbrani kulturno-literarni eseji in pisma. Pravzaprav se je država oddolžila s tem, da tokrat ni ovirala uvrstitve Truhlarja v zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ter izdaje 4 knjig, kot se je nasprotno dogajalo z doživljanjem absolutnega v slovenskem leposlovju, ki so mu nasprotovali. Seveda je pa to išlo v drugi državi, v samostojni Sloveniji, to ni več stara država. Potem, družba Jezusova v njeni enoti slovenski provinci se je Truhlarju bistrovidnemu, kot piše tu noter v posvetilu, Truhlarju bistrovidnemu učitelju, budnemu, marljivemu in zvestemu delavcu zemeljskem in božjem vinogradu oddolžila z izdajo knjige Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju. No, to je šlo posthumno. Pater Bratina je to uredil in seveda potem tudi z različnimi publikacijami. Lahko rečem tu, da še največja dolžnica Truhlarjev ostaja teologija. Kar zadeva cerkev, je ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik leta 1975 pronuncij v Kani rekel glede Truhlarja, da je previden katolik, to mu je rekel, ki se je popolnoma spreobrnil, pod narekovaji, se pravi, točno tako se je izrazil, ugotovil je, kakšno je naše stališče, zato se je ločil od Grmiča. Ostaja pa vtis, da je slovenska teologija še vedno v zadregi glede Truhlarja. Do Truhlarja je bila zelo zadržana, ko je prišel iz Rima v Slovenijo, čeprav je Truhlar je imel pravzaprav že velik sloves in številne publikacije po vsej Evropi in zato je kar malo nerazumljivo. Možno je, da bi bila zadržana zaradi njegovega progresizma v katolicizmu poglobitvenem procesu, vendar pa je to malo za akademsko ustanovo težko predstavljivo. Področje Truhlarjeve teologije še zdaleč ni primerljivo obdelano, tako kot je področje njegove poezije in esejistike v zbranih delih. Je pa res, da je ob 100. letnici Truhlarjevega rojstva, to je bilo leta 2000,
On se je rodil 3. septembra 1912, je Teološka fakulteta v Ljubljani organizirala simpozij z družbo Jezusovo, mednarodni simpozij z naslovom Karl Vladimir Truhlar, pesnik, duhovnik in teolog. Podobno ste tu v Gorici organizirali 10 let prej, ob 90-letnici njegovega rojstva. No, jaz sem tudi sodeloval na tem simpoziju tu. Jaz imam vtis, da klasična racionalna teologija ne ve, kaj naj bi s Truhlarjevim pojmom izkustvom. Se mi zdi, da to ostaja odprto vprašanje. Nekaj tega je bilo že v Rimu, nekaj zadrege ob tem. Truhlar sam v avtobiografskem zapisu menja tudi osebne negativne sodbe na svoj račun. To je pa čisto tako, pravi, da so ga nekateri ocenjevali za zelo ambicioznega in bolestno občutljivega in da ga profesorski zbor na Gregorjani ni mogel. Je sicer priden, to da ni bil originalen, prenaša druge. Zato je prišel do negativnega odnosa do kurije. Posmehljivo se je nekdo izrazil tudi za Truhlarja, da je izkustvenik, recimo to nekdo od cerkvenih ljudi. Vtis je, da Truhlar slovenske teologije enostavno ne prepriča, o njem tam uči in zanj ni naredila ničesar večjega. To se mi zdi na nek način očitno in to je kot ene vrste izziv ali pa zadeva za prihodnost. Glede Truhlarja, ker navsezadnje on je bil, predvsem je bil kot teolog, je bil znan. Kot pesnik, mislim, da zdaj s temi izbranimi deli, s temi knjigami, je Truhlar kot pesnik zelo dobro obdelan in je doročen. Medtem kot teolog pa ostaja še neobdelan. Teologija je v velikem zaostanku za literarno zgodovino in poetiko, čeprav velja Truhlar predvsem za teologa. Treba bi bilo gotovo raziskati pomen in vrednost njegove teologije v širšem evropskem teološkem kontekstu in tako priti do realne in pravične ocene. Tudi se zdi, jaz nimam tega pogleda, recimo, da Truhlar kot teolog izkustva in doživljanja absolutnega ali pa bitnega dna, kot on pravi, da pravzaprav nima učencev in posnemovalcev. Jaz sam mislim, da bi bilo Truhlarja treba prekvalificirati iz tradicionalne, racionalne teologije, kjer se zdi pojem izkustva nedefiniran in eklektičen, v mistično teologijo, ker je izkustvo, doživljanje, eksistencialno krščanstvo nekaj temeljnega. On je govoril o eksistencialnem krščanstvu. No in še zaključek, če zaključim. Nedolgo tega je slovenski minister za kulturo ob neki priliki dejal: danes se vsiljuje koncept, ko ni več večnih ali trajnih vrednot. Tako kot v industriji delajo hladilnike le za 3 leta, tako se pričakuje, da bodo tudi recimo knjižne uspešnice za leto, 2, potem pa pridejo že druge. Se ne vem, če ni to izjava ob neki nagradi ali nekaj takega. Koncept pisatelja, ki bo tako kot Tolstoj ali Dostojevski pisal za večnost, je pravzaprav anomalija. Tako je rekel minister. Vladimir Truhlar ni pisal uspešnic, je bil pa nekaj časa aktualni vroči teolog s svojima knjigama Pokoncilski katoliški etos in Katolicizem v poglobitvenem procesu. V istem času, po drugem Vatikanskem koncilu, je bila seveda aktualna prenova v cerkvi, vendar je Truhlar za nekatere rekel preveč, ker je na primeru v katolicizmu, v poglobitvenem procesu je pozitivno ocenil kontestacijo nasprotovanju v cerkvi. Kot pesnik pa je Truhlar
pisal za večnost in tak ostaja, ali pa, kot je to v naslovu, po Rebulovo vesolnost je prevajal slovenščino. Gospod Saša je zelo dobro predstavil njegovo poezijo. Jaz mislim, da njegova poezija je nekako res pesniško posvečena. Truhlar je nekako, on je deloval tako, prav zares posvečeno. Recimo celo celo ko smo igrali Tarok. Bog ne daj, da bi kdo šmidlal pri Taroku. To je bilo skoraj tako kot pri Maši. Je bilo resno. In Truhlar je to tako sveto, on je tako sveto vzel. In pravzaprav taka je tudi njegova poezija. Njegova poezija je nekako privzdignjena z izbranimi besedami, rahločutno privzdignjena in lepa, tekoča, melodična, v besedo in podobah inovativna, barvita, pestra. Truhlarju je pesništvo je bilo nekaj svetega, dotika se korenin biti, skozen veje življenje v vsej pestrosti in največjih globinah. V njem ni prostora za grdo in disharmonično, dotika se ga z bolečino, ga imenuje, ampak z bolečino. In tak je bil tudi Truhlar sam. Bil je med nami, kot sem ga jaz poznal, bil je veder, jasen, miren, nekih zelo velikih čustev ni izrazil, čeprav se je pa zelo razburil takrat, recimo, ko je šel na vzkriž, ko je z Grmičem prišel na vzkriž, je bil zelo razburjen in bil je zgovoren, prizadet je bil in vedno je bil pa zazrt v svoje vizije in delo. Pravzaprav je bil zazrt v absolutno, on je imenoval absolutno, ki je seveda potem absolutno nekako zauzemal vse to transcendentno in osnovno, pozitivno, bitno. No, to je on verjel v človeka, da je to človek, ki v svojem biti, v svojem dnu je odprt Bogu, je pozitiven, je to. In to je on sveto verjel in je bil zelo prizadet, kadar je potem naletel na drugo resničnost in nasprotovanje. Hvala lepa. Jutro prisluškuje pticam v sebi. Dom. Topli, zadnji, njen tiha prisotnost večnega. Oblikovanje zemlje. Bole jo dotiki, brez čistine srca. Glas. Korakov. Barv v oktobru. Nepozabnega izur, ki jih še ni. Čistina. Rude misli
tvoje prisotnosti. V zraku. Molk s prstjo zasutih ust. Lep. Tako smo si danes zamislili ta naš večer, ki je želel biti poklon velikemu Goričanu, Karlu Vladimirju Truhlarju. Zahvaljujem se našima gostoma, najprej patru Francu Kejžarju, Saši Quinciju seveda. Zahvaljujem se bralcema Patriku in Alessandru. Jaz mislim, da je bil to nekoliko poseben, nekoliko drugačen večer, bogat z duhovnostjo. In upam, da smo se oddolžili Truhlarju in upam, da se bo našel novodobni Pibernik, ki bo znal tudi z teološkega vidika ovrednotiti delo tega teologa evropskega formata, kot sem povedala v svojem uvodu. Hvala vsem, hvala za pozornost, hvala, da ste prišli tudi v takem številu. Mi smo si pričakovali, da bomo pač med prijatelji, ampak očitno Truhlar je še nekaj pomeni tudi v Gorici in sedaj predajam.